Zadnjič sem se spomnil, da nismo še šli čez orodje za besedila znotraj Photoshopa, pa bi zdaj si vzeli nekaj minut, da vam to pokažem. In sicer Photoshop tretira besedila na dva načina. Prvi je tako imenovani točkovni način, se pravi nekam v dokument kliknete in potem iz tiste točke naprej gre besedilo. Drugi je pa podobno kot v InDesignu, naprimer tako imenovani paragraf način, da vi označite en prostor, v katerem je lahko besedilo in potem znotraj tega imate potem en tekst. Pa dajmo zdaj za hec najprej izbrati orodje za besedilo, tale črkica T, oziroma tudi, če pritisnete na tipkovnici črko T, boste prišli do nje in pa kamorkoli znotraj dokumenta kliknete enkrat in zdaj imamo to točkovno besedilo. Se pravi, zdaj smo noter v aktivnem načinu. Tukaj zgoraj lahko vidimo, da imamo možnost potrditi ali pa skenslati to okno in kamorkoli, zdaj, ko smo kliknili to, lahko zdaj začnemo pisati. Naprimer, in ko nehamo pisati, zdaj pri meni se recimo zelo Orang vidi, da je ta stvar izjemno majhna. Jaz bom zdaj najprej potrdil to, tako da bom kliknil tukaj le zgoraj na kljukico, oziroma enako bi lahko potrdil, da pritisnem tipko Enter desno spodaj na tipkovnici. In v trenutku, ko sem potrdil, lahko tukaj na plasteh vidimo, da je ime plasti zdaj to, kar sem recimo napisal v tem miniaturnem besedilcu, ki je tukaj noter. In zdaj, Photoshop to tretira kot vektor. To pomeni, da dokler imamo na računalniku font, lahko zdaj jaz tole primem in deformiram. Kako smo rekli, da lahko deformiramo eno plast v dokumentu? Ja. Točno tako, ja. Z free transformom lahko zdaj to povečam, torej s Ctrl-T sem dobil 8 kontrolnih točk in zdaj držim Shift in sem si samo povečal na dosti več. Zdaj, tukaj le zgoraj ker imamo aktivno orodje za pisavo, zdaj kar nekaj teh možnosti za spreminjanje te pisave. Jaz pa predlagam, da si odpremo še dva panela in sicer v Window dajmo izbrati Character in pa v Window dajmo izbrati Paragraph. Pa si jih kar dajmo povleči na zaslon, tako da imamo oboje odprto. Pri točkovni pisavi moramo zdaj razločevati med dvemi stopnjami pisave. Se pravi, zdaj jaz nisem v samem tekstu noter, nisem kliknil noter, tako da tudi tukaj zgoraj lahko vidite, da nimam tele kljukice. In če bi zdaj začel spreminjati katerokoli od teh stvari, se bo celotno besedilo spremenilo. Torej, lahko si izberem nek malo bolj uporaben font in tudi na pisavi lahko vidite, da se takoj začne spreminjati ta pisava. Lahko si tukaj izberem verzije in vse to lahko najdete tukaj le v panelu Character. Torej, pisava je tukaj, verzija pisave je tukaj, velikost pisave in pa lahko gremo zelo v detajle. Tukaj imamo tudi možnost
od razmaka med posameznimi črkami. Če bi ga želeli povečevati ali pa pomanjševati, imamo tukaj kerning za spreminjati. Ne? Pa se bom samo vrnil. Kako? Zdaj, ker imaš odprto orodje za pisavo, ne, in ker nisi kliknila kamorkoli noter, lahko zdaj držiš tipko Ctrl in katerokoli orodje se ti spremeni v orodje za premik. Ne, in lahko samo držiš tipko Ctrl in jo premakneš kamorkoli na dokument. Ja? Druga verzija je pa to, ne? Če bi jaz zdaj kamorkoli v ta tekst kliknil, torej imam aktiven kurzor, imam tole črtico in tole pikico, ki mi kaže, od katere točke smo začeli, ne? In če bi jaz zdaj recimo začel spreminjati tale font, v nekaj drugega se ne zgodi nič. Zakaj se ne zgodi nič? Zato, ker ni nič izbrano. Ne? Spreminjam font samo na tej točki med dvema črkama. Torej, če bi želeli v tej situaciji recimo nekaj spreminjati, moram najprej označiti nek del besedila, ne? In potem šele bi lahko recimo spremenil barvo, na primer. Kaj točno želiš narediti? Samo potegnem ga v koš. Ja? Torej, jaz sem zdaj označil, ne? Noter sem kliknil in potem označil dve črki od te besede. Tukaj kliknil na barvo, enako lahko tudi tukaj kliknete na barvo in spremenil barvo. Ne? Če zdaj kliknem na kljukico, lahko vidimo, da imam spremenjeno barvo samo dela tega teksta. In tudi samo delu tega teksta lahko spremenimo velikost, tip pisave, družino pisave, lahko jo recimo malo povečamo, povišamo. Ne? Praktično vso kontrolo, ki jo imamo glede tipografije, jo imamo na voljo tukaj. Ampak to je zdaj točkovna. Ne? Potem imamo pa še nekaj drugega. In sicer, dajte si, da boste imeli tako kot jaz tukaj tele rulerje, pojdite v meni View in tukaj spodaj imate Rulers. View in Rulers. Pa dajte označiti orodje za premikanje, se pravi prvo ikonico po vrsti, pa si dajmo potegniti v dokument dva guideline v slovenščini, dve črti za pomoč. In sicer jaz sem zdaj kliknil znotraj tega mojega rulerja na levi in preprosto potegnil v dokument eno črto in jo spustil. Ne? In zdaj bom še enkrat kliknil in potegnil v dokument in jo spustil. In zdaj imam dve črti, ki mi lahko pomagata pri neki obliki v samem dokumentu. Ne? Če recimo bomo shranili ta dokument kot JPG, teh črt ne bo. To so črte samo nam za pomoč. In zdaj, dajmo se vrniti nazaj na tekstovno orodje in bomo enako kot bi recimo označili z marki orodjem, preprosto kliknem, držim in povlečem en pravokotnik. Torej, postavil se bom sem, kliknem, držim in povlečem pravokotnik. In ko spustim, ne, sem dobil 8 kontrolnih točk in pa en prostor za besedilo. Pa dajmo zdaj za hec, ker imamo ker tega besedila nimamo veliko, pojdimo v meni Type in tukaj čisto spodaj imamo Paste Lorem Ipsum. Bomo dobili malo
besedila, s katerim lahko napolnimo ta prostorček. Torej, v meniju Type, Paste, Lorem Ipsum, pa ga dajmo samo označiti, pa mu malo povečati velikost. Tukaj imamo zdaj 12 točk, v mojem primeru recimo lahko, če se spomnite, ne, lahko jaz zdaj kliknem sem noter, pa napišem drugo številko, lahko kliknem tukajle na spustni meni in izberem eno številko, lahko se pa tudi postavim z miško čez tole ikonco in samo povlečem. Ne? In imam najbolj vizualen efekt, kaj se zgodi. Torej, postavil sem se čez tole ikonco in samo povlekel na desno. Ja? Samo še besedilo moraš označiti. Ne označeno. Noč se postavil, pa samo čakaj. Ja? Zdaj ma lahko daš Ctrl A, ne? Ja? Zdaj pa lahko, ne? Smo? Kaj točno ti zgleda? F si pritisnila, šla si v full screen, da je še enkrat, pa zdaj še enkrat. A sam F? Ali C3? Ne, F. No. Zdaj, v bistvu kvadrat narediš za T-jem, ne? Samo narišeš si nekje kvadrat in zdaj imaš v bistvu to točko oziroma ta prostorček, kjer je lahko. Zdaj pa, dajte pozorno pogledati, ne? Teh 8 kontrolnih točk, tako kot smo jih imeli recimo v Free Transformu, so bile uporabljene za deformacijo tistega kvadrata, ne? Če jaz zdaj te točke v paragraf tekstu primem in jih začnem povleči recimo na desno, se poveča v bistvu samo prostor za ta tekst, ne? Torej ne deformira se besedilo, ampak se poveča samo prostor, v katerem je lahko to besedilo. Torej, katerokoli od teh 8 kontrolnih točk lahko primem in jih potegnem levo ali pa desno, se pravi spustim, ne, in bo višje ali pa nižje. Ja, super, super. In zdaj v drugem panelu imamo zdaj možnosti, ki so dosegljive samo za paragraf tekst. Jaz si bom samo tole spremenil v eno malo bolj berljivo barvo, da bomo lahko videli. Torej, zdaj sem v tem besedilu, ne? In v tem panelu, paragraf, imam zdaj možnost, kako je besedilo poravnano, ne? Če je poravnano na levo, na sredino, na desno, enako kot v Wordu, ali je nabito na levo in na desno in potem v bistvu definiramo samo, kaj se zgodi za zadnjo vrstico, ne? Če je zadnja vrstica na levi, na sredini, na desni ali pa da je zadnja vrstica popolnoma raztegnjena do konca. In pa tudi tukaj imamo možnost, če želimo dovoliti, da se besede delijo, da se besede avtomatično same od sebe delijo. Zdaj, tisti, ki boste delali v InDesignu, InDesign ima dosti kvalitetnejši algoritem, kako dovoljuje, da se besede delijo. Lahko si recimo v paragraph style točno, ne vem, lahko bi recimo definirali, da uporabljate jezik slovenščina in jezik slovenščina ima drugačne načine, kako se besede lahko delijo oziroma katere črke morajo biti skupaj in katere črke ne. Photoshop ima možnost samo deli ali ne deli, ne? Torej, pač to ni program, s katerim bi dizajnirali neke velike plakate besedil, ampak je pač
nam pa omogoči, da delamo z besedilom do neke zelo enostavne meje. Imam občutek, da si imela eno vprašanje. Ne? Ok, dobro. Ma kdo kakšno vprašanje glede besedil? Se pravi, če enkrat kliknem znotraj dokumenta, ne, če kliknem, zdaj, edin malo morate biti pozorni, no. Jaz se bom zdajle premaknil, tako da imam oba ta besedila oziroma obe te plasti vidni tukaj, ne, in vidni v dokumentu. Zdaj lahko vidimo, ne, da se bo moj kurzor spremenil, če sem nad dokumentom, kjer ni besedila, oziroma če sem nad besedilom, ne. Torej, tukaj je kurzor brez kvadratka okoli in tukaj je za kvadratkom okoli. Kaj mi to pove? Če bom kliknil sem v besedilo, bo šel on aktivno v to besedilo noter, ne? Oziroma bo šel aktivno v to besedilo noter, medtem ko če kliknem recimo sem, bo začel novo besedilo. Torej bo naredil novo plast, ki jo lahko zdaj naprej urejam. Vsako od teh besedil, ki jih dodamo v Photoshop, se tretira kot samosvoja plast. Mogoče čisto kot zanimivost, no, torej, to so vektorski fonti, ampak Photoshop bo v svojem delovnem dokumentu shranil točno ta izgled. Tako da, če recimo odprete dokument, ki nima tega fonta na računalniku, bo, če ne boste spreminjali karkoli v tem besedilu, bo ohranjal točno tak izgled, kakor ga je pač prejšnji dizajner recimo nastavil. Če bi pa želeli recimo karkoli, eno črko dodati ali pa pomanjšati ali pa povečati, bo pa vrgel napako, ne. Nimam fonta, izberi si en drug font, bomo delali s tem, ne. Medtem ko recimo InDesign, če boste odprli dokument v InDesignu in nimate fontov, bo vse roza. In nič ne bo točno tako, kakor je bilo. In zdaj, ne, enako kot smo imeli zadnjič, lahko tudi na plast z pisavo, na primer, apliciramo layer style. Pa dajmo za hec izbrati zdaj tisti naslov, ki ste si ga izbrali, ki je malenkost večji, se pravi, ne tale blok besedila. In pa dajmo še enkrat pogledati tele ikonce, ki so spodaj v panelu plasti. Ker smo zdaj spoznali že nekaj novih stvari vmes. In druga ikonca po vrsti, tale FX, če kliknete na njo, ne, nam da takoj možnost, da si izberemo enega izmed efektov za plasti. Jaz si bom izbral na primer Drop Shadow, ne, in takoj mi da moje prejšnje rezultate, to, kar smo zadnjič naredili na tej plasti, ne, lahko vse to spreminjam na tej plasti. Dosti več recimo grafičnih efektov lahko v živem tekstu delate kot na primer v InDesignu. V InDesignu se da, mislim, da se da narediti senčko na tekstu, ne da se pa narediti, ne vem, recimo inner glow, da bi na primer imeli, ne vem, inner shadow noter, pa še kakšno teksturo čez, pa še kaj, ne. Torej, dosti več ene kontrole. S tem da, ne, vse, kar je tukaj zdaj, ta tekst je še vedno aktiven. Torej, še vedno lahko grem jaz kadarkoli not in recimo dodam nekaj, ne? Dodajam, odvzamem, spreminjam, se pravi, vse te efekti, ki so na tem besedilu, so živi. Jaz sem recimo dodal eno črko in imam na tej črki in senčko in recimo to notranjo senčko. Pa dajmo še eno stvar spoznati znotraj tegale orodja in sicer tale na hribčku, tukaj zgoraj. Create warped text. Ne?
In tukaj na temle spustnem meniju Style imate vrsto enih deformacij, ki se lahko zgodijo na samem besedilu. Ja. Katerokoli od teh. Najprej izberi LUL, zdaj pa izberi najprej tekstovno orodje, se pravi. Ja, zdaj pa imaš. Ne? Se pravi, to je kontekstualna vrstica glede na to, katero orodje imaš aktivno. Ne? In katerokoli od teh stvari lahko izberemo. Ne? Tukaj imamo še kar nekaj drsnikov za vsako to deformacijo, kako zelo bo ta stvar spremenjena. Ampak pozor, spet, še vedno je to živo besedilo. To pomeni, da se jaz lahko še vedno postavim sem noter in spremenim nekaj. In imamo in to deformacijo, in tale layer style, vse je še vedno živo in aktivno. Ne? Tako da imamo blazno enih grafičnih rešitev, ki jih lahko apliciramo na tekst, ne da bi rabili tekst spremeniti v piksle. Ne? To pomeni, kadarkoli se lahko vrnemo in nekaj od tega spremenimo.